tako kot že vrsto let doslej, združenje zbira pooblastila, ravnali bomo skladno z voljo pooblastiteljev, pričakujem odločitve, ki bojo šle v dobro družbi in seveda njenih lastnikov, še posebej manjšinskih delničarjev, ki jih pri tem zastopamo. Danes je bila ena od ključnih točk na tej skupščini dokapitalizacija. Jaz mislim, da je uprava dobro pripravila materijale in povedala, zakaj se dokapitalizacija mora dogoditi, zakaj je dobra, zakaj je smiselna, zakaj je tudi najboljše, da je to slovenska industrija rekla in pravzaprav 97% delničarjev se tako odločilo. Pa vendar, predlog KAD-a, da bi v dokapitalizacijo vključili obstoječe delničarje, ni bil podprt. Zakaj je po vaše torej boljši predlog uprave? No, moram reči, da smo mi seveda imeli čisto razumevanje, da je to KAD napravo, da je to želel imeti tako izključitev, vendar še enkrat, si je pri svoji zahtevi ali pa želji ali pa pogoju pravzaprav vztrajal za to, da je sam in da sam nastopa pri dokapitalizaciji in to so tudi delničarji razumeli. Zdaj bo dobil 45% delež, plačati pa mora dejansko obveznice v roku 60 dni. Tako je, ja, točno plačal bo delnice, dobo bo 45% in seveda bo tudi na osnovi tega moral sklicati prevzemno ponudbo in seveda bomo videli, kako se bodo delničarji na to odzvali. Skratka, sledi skupščina, že pravzaprav nova skupščina, že kar v kratkem. No, jaz mislim, da ne čisto tako v kratkem, ampak sigurno v začetku naslednjega leta pa da. Rekli ste, da ste delničarjem predstavili, zakaj je vstop SIA v Perutnino dober. Še nam poveste, zakaj je vstop SIA v Perutnino dober? No, več vzrokov je. Prvo je seveda to, da je SIA ponudil največjo dokapitalizacijo 40 milijonov, da je ponudil najbolj tudi pošteno ceno, ki so jo vsi ostali ponudniki imeli, da je seveda družba, ki sedi v Sloveniji, da je družba, v kateri ima slovenska država 25 pa še nekaj odstotkov delnic in da je seveda izredno zainteresiran za razvoj te družbe tako v obstoječih gabaritih kot tudi v nekaterih drugih in torej seveda vidimo, da bi to pravzaprav Perutnini največ lahko doprineslo pri njenem razvoju. Kaj pa ta ukrajinski ponudnik, koliko ste se z njimi sploh pogovarjali? Mi smo se vsemi pogovarjali, tudi z njimi smo imeli izredno intenzivne stike, tudi nekajkrat so bili pri nas v hiši. Njihova ponudba je bila nekoliko slabša, 20 milijonov je seveda manj, pa seveda tudi nekatere zahteve, ki niso bile ravno povšeči Perutnini Ptuj, pa tudi moram reči, seveda bi jo težko razumeli, kajti seveda to je neposredno tudi določen konkurent Perutnini Ptuj in bi lahko tudi vplival na takšen ali pa drugačen način na neposredno poslovanje družbe in seveda to mogoče ne je bilo idealno. Vaš komentar na to, da si je PMH dejansko ponudbo poslal, izboljšano ponudbo poslal direktno k vam, ne francoskemu posredniku in da je to naredil v petek? Ja, malo nenavadno, kajti seveda mi smo cel proces vodili kot preko agenta Paribaja, ki je imel vse pravice in tudi vsi delničarji so vedeli na kakšen način oziroma naložbeniki na kakšen način reagirajo. Zakaj je to načel in zakaj je pošiljal od 12 pa do 10 zvečer petek različnim delničarjem to ponudbo, seveda moram reči, lahko samo ugotavljam. Sigurno pa ni najbolj poslovno, ni korektno in tudi seveda jaz mislim, da je bila primarna želja seveda zmesti delničare in priti do nekih drugačnih izhodišč, ki bi pravzaprav imeli več škode za družbo kot pa koristi. Razrešnico je uprava dobila, nezaupnica pa ni bila izglasovana, čeprav je šlo kar na tesno pri nezaupnici, kot so opozorili nekateri delničarji. No, jaz moram reči, da že podatek, da je nadzorni svet in uprava dobila razrešnico za poslovno leto 2014 in predstavitve poslovnega leta 2014 so kazale, da je Perutnina dobro poslovala, je indikator, da vendarle delničarji razumejo, kako poslujemo. V nezaupnici pa je seveda bilo emocionalnih dogodkov in pa takšnih malo drugačnih prilastkov in mešanj in seveda mogoče nekateri delničarji bi pač tudi raje videli kaj drugega, ampak seveda dogodilo se to, kar smo ugotovili, 60% delničarjev glasovalo proti nezaupnici. Mali delničarji, torej ta društvo MDS so prej omenjali, da naj bi nekako bili holding PMP pri SIA favoriziran, kar se tiče plačila delnic pristopom morebitnem, ne? Ali torej njihove navedbe te držijo ali temu ni tako? Ne, pravzaprav to čisto izkrivljena informacija.
Dogodilo se bo, da bo seveda holding tudi eden od tistih, ki bo kot potencialni prodajatelj ostal in seveda vsi delničarji holdinga bodo udeleženi pri tem in seveda to je sodišče, ki smo ga danes tudi delničarjem povedali, to ni nič posebnega, ni nič novega, kajti seveda tudi vsi je želel imeti koncentracijo večjega dela kapitala in glede tudi na naložbo, ki jo ima holding v nekaterih drugih dejavnosti, je tudi razumljivo, da si to želi imeti. Člani uprave ste sklenili kakšno posebno pogodbo z SIJ-em na temo nakupa delnic samo članov uprave? Ne, mi smo samo svoje delnice v holdingu z opcijsko pogodbo opredelili, da lahko si to kupi, seveda je PME razvezni pogoj, če se dokapitalizacija ne bi dogodila, se to tudi ne bi dogodilo. Se že ve, kakšna je cena oziroma kakšna je cena teh delnic uprave? To moram reči, v tem trenutku ne bi bilo korektno, da bi to povedal, kajti takšno ceno, kot jo bomo mi dobili, bodo dobili vsi delničarji v holdingu in seveda tudi to naj izvedo na skupščini. Kdaj bo skupščina holdinga? Jaz mislim, da bo verjetno direktor holdinga čim prej sklical skupščino, seveda tam predstavil vsaj sodišča in tudi seveda na ta način se bodo opredelili delničarji, kar bodo s svojimi delnicami počeli. Ostaja uprava na tem mestu še do konca mandata, se pravi do leta 2017? To vprašanje več ni vprašanje name, ne. Uprava bo ostala tako dolgo, dokler bo upravljala vse te procese, potem se sigurno bo delničarji odločili oziroma lastnik se bo takrat odločil, kdo bo nova uprava. Hvala lepa. Hvala vam.